Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Dobro jutro vam želimo, dragi poslušalci in poslušalke, na ponedeljek 31. marca. To bo zadnji marčevski ponedeljek in v naši družbi bo danes zjutraj z nami med 8 in 9 uro Katja Rebolj. Katja, dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Ste doktorica biokemije, pa nabiralka jedilnih rastlin, tudi zdravilnih rastlin lahko rečeva, raziskovalka lokalnih zelišč, sem vas celo predstavila, in tudi plevelov, katerih odkrivate seveda pozitivne lastnosti. Kako bi pa vi opisali sebe oziroma poklic nabiralke oziroma zeliščarke? Ja, dober dan. Ja, torej res, jaz se kar rečem, da sem nabiralka. In moj delovnik je lahko zelo različen. Jaz se sicer veliko ukvarjam z poučevanjem ljudi, to se pravi, imam kakšne delavnice ali po spletu ali pa v živo, ampak drugače pa sem veliko tudi kar na terenu, a ne, za tega, ker pravzaprav je cilj nabiralništva, tako, če pogledamo, ne, no, več ciljev je, ne. Naprimer, en vidik je že ta, ki se mogoče za tako eno stopinjo razlikuje od zeliščarskega, to, da nabiramo kar, rečem, za vsak danje rastline, tudi za vsak dan, da jih damo v solato, naprimer, ali pa v juho, ali pa kaj pripravimo iz njih. To se pravi, ne gre samo za močne zdravilne rastline, ampak želimo tudi vse pomoči, to se pravi od šibkih do, in čeprav, ne, tudi bomo pol videli, tudi za te šibke jih lahko uporabljamo na terapevtski način, ne. Potem je pa še ne tak vidik nabiralništva vedno tudi varovanje okolja, ne. Mi, če želimo varovati okolje, ga moramo tudi poznati. In seveda spoznavanje preko tega, kar jemo, je zelo učinkovito in tudi se s tem približamo naravi in potem tudi na drugih področjih življenja lahko napredujemo, a ne, da ne rečemo, ja, se vsi to delajo, a ne, kadar gre za onesnaževanje okolja ali pa preveliko potrošnjo, ne, ampak smo, kar rečem, skromni na vseh področjih, na račun nabiralništva, ne. Potem pa ja, so še ta terapevtski vidik nabiralništva je za nekatere zelo pomemben, ne, ali pa v nekaterih časih za vsakega pravzaprav od nas zelo pomemben, pa tudi, naprimer bi rekla, tudi za kakšne je survival food, to se pravi tista preživetvena stran nabiralništva, kar pomembna, kjer se pa naprimer vprašamo v raznih proteinih, maščobah, ogljikovih hidratih, kako bomo zdaj to pokrila, ne, in je pa spet to čisto nova smer. Vseh teh aspektov se bova torej poskusili dotakniti vse tja do 9. Pred dobrimi 10 leti pa ste, Katja, ustanovili svojo nekakšno blagovno znamko Rožma, ne. To je bila nekakšna zgodba, ki je prerasla v znamko, ki se je nekako razvila v način življenja. Vse skupaj se je začelo pa z osebno zgodbo, ko ste torej se sprehajali ob morju z družino, prijatelji in nekako nabirali te obmorske rastline. Opišite nam, prosim, kje ste vse odkrivali to, kako se je vse skupaj začelo, da ste na to torej razvili svojo zgodbo. Ja, moji začetki so bili tako zelo okorni, tudi kadar je šlo, naprimer, takole, za nastopanje pred mikrofonom. Res na začetku je bilo tako, da nisem spravila enega stavka skupaj in ga nisem enega stavka lahko jasno povedala, ne. Potem pa, ja, sem se nekako pol navadila, sem srečna, da sem dobila pravzaprav to priložnost, da pravzaprav vsa ta leta, ne, 10 let je že, kar se poklicno ukvarjam z nabiralništvom, lahko pravzaprav ozaveščam o tem, da ja, lahko jemo tudi plevele, naprimer, ne, čisto taka stvar. In ja, res po teh letih ne samo jaz, ampak tudi moji kolegi nabiralci, ki smo se v tem času že organizirali, opažamo veliko razliko, to se pravi tudi zdaj na delavnice veliko, kar pridejo ljudje, ki že veliko vejo in imajo tudi veliko željo po
tem, da bi izvedeli. In ja, danes ni to se prav nič nenavadnega, če neko plevelasto regačico, ki smo jo ponavadi dali popleli in se bolj ko ne hudovali nad njo in dali na kompost, damo v različne pripravke, ne samo solato, ampak lahko torej iz nje delamo tudi kakšen pesto ali jo shranimo na različne načine, ali jo pa lahko tudi pripravimo v tinkturi, naprimer, ali pa naprimer pri regačici bi umela tak mineralni pripravek, kar v kis jo damo. Kis je tak dobro ekstrahira vse minerale, tudi magnezij, kalcij, take, ki ponavadi jih primanjkuje ljudem, in ja, je pravzaprav cela množica, cel nabor tega v tej rastlini in se potem lahko to uporablja tako, kot bi rekla, neke vrste prehransko dopolnilo, le da je razlika v tem, da smo si tega sami doma naredili, in ga nismo kupili tako v obliki ponavadi nekega izolata v neki specializirani trgovini. Narava je v bistvu že vse nam dala na pladnju, ne samo poiskati moramo oziroma se izobraziti. A je v redu, če rečem kar, da je namen portala Rožma, kjer seveda objavljate tudi številne recepte, pa svoja dela, torej knjige, da torej izobrazite čim večji krog ljudi o nabiralništvu? Ja, tako, to se pravi. Moj cilj je, da ljudje tudi ozavestimo o tem, kar imamo okoli sebe. To se pravi, ravno, bom primer povedala, sem naredila eno anketo med vsemi temi, ki so na moji mailing listi, pač ljudje, ki želijo te novice tako prijemati, in se vpišejo, in sem dala primer, ali poznate sveti les Palo Santo, ali pa če poznate kakšen naš sveti les, rojevina, je bila mogoče en taka, ki se je vedno uporabljala tako zdravilno in ki je bila cenjena, to je naš tisti sveti les, to je samo en primer tega, in ja, večina seveda pozna tega tujega, našega, bistveno manjši procent. To se pravi, veliko krat se zgodi, da poznamo neke tuje, ki so zelo opevani, ki lahko tudi veliko takih informacij, včasih bolj ali manj zanesljivih, tako z interneta najdemo, medtem ko o naši naravi, o tem, kar imamo pa mi, pa ne vemo. In ja, mi zdaj želimo, jaz tudi želim, to ravno obrniti, to se pravi, tudi, in ja, to sem primer povedala zdaj za les, ampak tudi za plevele gre enako, za tega, ker so dostikrat uporabne zdravilne rastline, to se pravi zdravilni pleveli in jih lahko porabimo bistveno boljše in imajo bistveno boljše razlastni kot neke druge stvari, ki so bolj opevane ali pa bolj tudi marketinško izpostavljene, kar pač naši pleveli nimajo možnosti. To se pravi, jaz sem lahko tak zastopnik za plevele, tako malce na hico obrnen, ali pa mi smo pravzaprav, vsak izmed nas je lahko zastopnik tega, kar je. Nihče drug nam ne bo, če ne bomo sami o tem se poučili in to cenili, ne bo čisto noben drug to namesto nas naredil. Tudi farmacevtska industrija pač nima zanimanja toliko za te stvari, čeprav vemo, ja, da veliko krat je pa ravno to tisto, kar lahko pomaga, pa naj bo to tako pri zagotavljanju vsakodnevnih potrebnih snovi, kot naprimer antioksidanti, minerali, vitamini, kot tudi neko bolj usmerjeno terapevtsko uporabo. No, mi da bo vse te aspekte še raziskali v nadaljevanju, zdaj si privoščiva nekaj glasbenega premora, na to pa naprej tudi na vaša dela. 2 knjigi imate, Narava vedno zdravi in pa Zdravilni pleveli. Predstaviva jih v nadaljevanju, ostanite v naši družbi. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj.
Dragi poslušalci in poslušalke, še vedno se družite in prebujate skupaj s Katjo Rebolj in Meto Gantar na valovih Radia Sora. Katja, ste doktorica biokemije, povedali smo torej že, da imate svoj portal Rožma. Sedaj pa lahko poveva še nekaj o vaših dveh knjigah, ki sta malce bolj izpostavljeni in znani, Narava vedno zdravi in Zdravilni pleveli. Povejte, odkje ste dobili samo idejo za omenjeni knjigi? Je to prišlo potem čisto preprosto iz nabiralništva, da boste razširili, da bi imeli nekaj tako zapisano, da vam ni treba vsakemu posebej nekako praviti receptov, ki si jih zapisuje? Ja, tako je bilo. Pravzaprav, kakšen je bil moj odnos do knjige? Včasih, jaz sem vedno rekla, knjige tok na svetu, edina slaba stvar je, ker ne moš prebrati vseh knjig v svojem življenju, tok jih je. No, in sem rekla, da jaz bom pa napisala knjigo samo, če bom imela res kaj pametnega zapovedati. No, in pol je res, čez ne toliko leta, pravzaprav po 5 letih mojega delovanja dorasla ta ideja, da pa imam kaj pametnega zapovedati. No, in ja, tako je potem pravzaprav med korono nastala Narava vedno zmaga. To je v bistvu, imam podnaslov Moj poklic je nabiralka in to so moji najljubši recepti, ker sem jaz tudi veliko sodelovala z vrhunskimi kuharji, še danes sodelujem, in ja, sem se tudi naučila tako, bi rekla, sem bila en tak vezni člen, z tega, ker te kuharji res delajo tudi uporabne stvari za nas. Seveda niso tako, ko si prvič predstavljamo nek tak umetelen krožnik, to ni tisto, kar si večina predstavlja, ampak veliko pa od tega znanja, kar je na teh krožnikih, pa lahko tudi mi, ko delamo neko navadno domačo kuhinjo, lahko porabimo. No, in tako je, torej sem zapisala preko 30 rastlin in potem recepte zraven, pri nekaterih rastlinah je eden, pri nekaterih več. In ja, to se pravi, to je ta knjiga, ki je potem postala uspešnica. Veliko krat tudi mi rečejo, to imamo kar zraven nočne omarice. Z tega, ker je res učenje teh rastlin tako, nekaj tako stalnega. Je treba kar malo razmišljati o njih, da nam pridejo pod kožo, in potem jih lahko počasi uporabljamo tudi v vsakdanji kuhinji, kjer prav pridejo, in zaradi tega, ker lahko naredimo kar samostojne obroke včasih iz njih, in se dostikrat zgodi, da nam ni treba iti v trgovino in gremo rajši na travnik. Če le imamo toliko znanja, da že imamo nekaj rastlin, takih, ki jih poznamo, dobro poznamo, se lahko potem tudi malo tako pogovarjamo o tej varnosti, in ja, iz tega se da res take dobre, okusne, pa ja, tudi zdrave reči narediti. Tako ja, to se pravi, to je bila potem moja prva knjiga, potem pa sem 2 leti kasneje pa še napisala Zdravilne plevele, rastline prihodnosti. Zakaj sem jih rastline prihodnosti poimenovala? Zaradi tega, ker torej takrat smo bili, ne vem, mogoče ravno po poplavah, pa niti ne, to je bilo še prej, ampak sušno leto, mogoče je bila tista sezona. To se pravi, ali gre za neke ekstremne vremenske pogoje, to so te rastline plevelaste, so tiste, ki se najprej obnovijo, ki so najbolj pogoste, ki preživijo pravzaprav, Najbolj trpežne tudi, Tako, To se pravi, to so tiste, ki se res lahko zanesemo na njih in glede na napovedi, ker se to vreme spreminja, Seveda so ravno te plevelaste rastline nekaj, okoli česa veliko lahko zgradimo, Tako da ja, torej tudi to je tudi ta je potem knjiga uspešnica postala. Ta druga Zdravilni pleveli ne vsebuje receptov, vsebuje pa priporočila, kako jih uporabiti. To se pravi v kuhinji ali pa tako, v kakšnih pripravkih ali pa tudi kakšne pripravljamo, tudi naprimer za to, da
včasih kaj počistimo ali pa naredimo kakšno oblogo bliž za roke ali pa tako. Kolikor sem videla in prelistala, sta knjigi tudi strokovno pregledani, ne? Torej gre za res neko znanje, na katerega se lahko zanesemo, tudi na podlagi vašega znanja. Kako je torej študij biokemije vplival na vaše znanje, ki ste ga prinesli v nabiralništvo? In kako je tudi znanje vaših prednikov vplivalo na to, ne? Ja, to se pravi res, mi je ta osnova, ki sem vrsto let pred tem delala v znanosti, zelo pomagala, zaradi tega, ker to znanstveno razmišljanje je le, pač se ga moraš malo navaditi, no, ni kar tako, ne, da je kar samo po sebi in tudi pregledovanje znanstvenih člankov. To se pravi, opazila sem, da ni prenosa znanja iz tega, kar znanstveni članki raziskujejo, pa potem, kar se pojavlja v medijih. Pogosto se v medijih pojavlja nekaj iz tujine, ne pa to, kar je dejansko pomembno za nas. Tako da, ja, sem torej v vseh teh svojih knjigah sem zelo dobro porabila to svoje biokemijsko znanje, zelo prav mi je prišlo in seveda sem pregledala stotine člankov za tega, da sem potem to tudi unesla in tako pravzaprav na poljuden način predstavlja, da lahko vsak to prebere. Ste pa tudi pravnukinja, ne? Lahko poveva našega tudi v aleji slavnih Ločanov, tule na Šolski ulici, loškega velikana, po katerem se imenuje tudi Hafnerjevo naselje Antona Hafnerja, z Godešiča torej nekako izvirate. Tudi tam ste zagotovo dobili to znanje. Tako, to je bil moj praded, ki je bil vodja upora v Judenburgu in je bil ubit na koncu Prve svetovne vojne. Danes ga boste v aleji prepoznali kot tistega, ki ima luknje, ne, v kipu. In ja, on je bil praded pravzaprav po očetovi strani, medtem ko večina družine pa po mamini strani izvira iz Godešiča. Tudi vse moje tete živijo na Godešiču in veliko mojih sorodnikov torej v tem okolju. In ja, tudi jaz, ko sem bila majhna, pa tudi kasneje, smo vedno hodili na obisk k mami Anici Petričkovi iz Godešiča. In potem sem se tudi navzela, ne, pa tudi mami mi je velikokrat govorila, ne, kaj so kuhali ali pa kako so živela. Ne. In ja, nekaj potem tega tudi seveda pride v knjigo. Ne. Naprimer, Narava vedno zmaga, sem unesla recept pire krompir za čežano. Ne. Tega mi doma nismo bili navajeni jesti. Ne. Moja mami je pa v mladosti to jedla velikokrat. Ne. No in tako ja. Torej, moj dodatek je bil potem še z divjimi rastlinami, z bezgovimi jagodami, tako da je bila potem čežana narejena z bezgovimi jagodami. No, potem pa mi je tudi to prvo prišlo, ko sem delala, zdaj to pa kar nekaj mesecev nazaj, knjigo o medvoški sladici. Botanika medvod, ne? Ja, tako. To sem pa raziskovala, kako je bilo to, v bistvu, kako so se včasih prehranjevali v medvodah in kakšne so bile osnove pravzaprav, ne? Z tega, ker smo potem na podlagi teh osnov naredili recept za medvoško sladico, to pa v povezavi z Ano Šuštaršič od Jezerškovih in skupaj imava namreč delavnico na Akademiji Jezeršek, divje in okusno. In tudi ona, ne, zanimivo, to sva pravzaprav kar na eni izmed delavnic ugotovile, je bila pa njena mama in moja mama, ne, sta bili sosedi, ne, na Godešiču, ne, sta se kot mladi veliko igrali skupaj, ne, tako da danes pravzaprav obe črpava iz teh korenin, ne. In ja, tako je potem Ana Šuštaršič naredila recept za medvoško sladico, ki ga lahko najdete v tej knjigi Medvoška sladica in tako vsebuje torej vse, naprimer suho sadje, veliko suhega sadja, tako se je tudi seveda včasih uporabljalo na tem koncu, ne? In pa od divjih pa so to kar semena koprive.
naše velike koprive, to je tiste, ki nas opeče, in ta semena so dragocena, veljajo kot super hrana, imajo kar nekaj teh tudi dokazanih, en del je tudi dokazanih učinkovin ali pa zdravilnih lastnosti, in pa ja, seveda veliko, pa še veliko se pa nabira teh ljudskih izkušenj, Namreč, a veste, ko sem jaz začela svojo pot, sem si vedno predstavljala, da danes pa neke zdravilne lastnosti, neke rastline pogledamo v laboratoriju, ali pa naprimer, da neke strupene rastline, strupenost neke rastline dokažemo v laboratoriju, ampak ne, danes vidim pravzaprav, da še vedno večina vsega tega znanja, ki ga imamo, temelji na celi gori tradicionalnih znanj, ljudskega izročila in tudi ljudskega izkustva. To se pravi, še danes veliko ugotavljamo tudi strupenosti z samim izkustvom. Tako z roko v roki, lahko skoraj da rečeva, in z roko v roki bomo nadaljevali tudi nadaljevanje našega programa. Se slišimo torej že po naslednji. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Dragi poslušalci in poslušalke, dobro jutro na valovih Radia Sora. S Katjo Rebolj se prebujamo v 3. delu in listamo njeni 2 knjigi. Najprej Narava vedno zmaga. Govorili sva že o vaših prednikih in koreninah na Godešiču, o mami Anici, ki je včasih, tako kot številne druge mame, nabirala arniko in jo potem dajala v olje ali pa kakšno malo bolj žgano stvar, da smo si razkužili rane, ampak arnike skoraj da ni več, Ja, tako, to se pravi, mi smo se včasih kar malce norčevali, ker mama je arniko uporablja čisto za vsako stvar. In ja, takrat, to se pravi še pred toliko leti, se jo je lahko sama nabrala, danes praktično to ni več možno, niti ni zaželjeno, zato ker je ranljiva vrsta, ker je tako redka v tem okolju in tudi nasplošno po Sloveniji, da takih rastlin enostavno, veste, takim rastlinam je treba reči ne. Moramo biti sami dovolj disciplinirani, nabiralci, moramo, tudi če bi imeli neke zakone, saj jih imamo, neke omejitve imamo rdečo listo, ki je prepovedana za nabiranje, ampak to nikoli ni dovolj, če mi sami nismo sposobni reči ne. In ja, tudi takim rastlinam, kot je čudovita arnika, je treba reči ne, če je v našem okolju redka. Danes se jo da tudi kupiti za gojenje, pa se lahko namesto tega nadomešča, ali pa se kupi iz rastlina, kjer jo nekje gojijo, tudi to je možno, ampak ja, nabiranje pa takih rastlin danes v okolju pa ni več zaželjeno. Tako da ja, vidite, moramo biti tudi malo poučeni v tem, kaj je prav nabirati, pa tudi kaj, velikokrat je pa pravzaprav kar zdrava kmečka pamet tista, ki nam pove, ker se bomo šli nabirati in če bomo malo neke rastline videli na rastišču, na območju, bo to že takoj nam povedali, da pač ta rastlina ni za nabirati. Tako da ja, moramo res paziti na to nabiralniško etiko. A je to tudi ena izmed tistih nabiralcev, ki šele spoznavajo torej samo panogo nabiralništva, napaka, da se preveč zaženejo in želijo kar naenkrat nabrati preveč materijala, ko ga enkrat spoznajo, Ja, to je res, To se pravi, mi želimo vedno, moj cilj je, da nabiram okrog svojega doma, tam, kjer sem doma. Najprej moram tam poiskati kvalitetna rastišča, da niso neke konvencionalno zelo gnojene ali pa obdelane z kakšnimi pesticidi njive, potem pa od tam naprej pa počasi grem naprej. No in ja, tudi res je tako, ko včasih vidim, naprimer zdajle, ko smo v spomladanskem času, namreč zastrižem z ušesi, ko vidim polne košare pljučnika. Pljučnik je zdravilna rastlina, ki je
Torej, res vemo, da tudi je učinkovita, ne, tako pri primer kakšnih prehladnih obolenjih, za zgornje dihalne poti. Ne, ampak, veste, to je hkrati tudi rastlina iz družine borak in to so tudi njene sorodnice strupene rastline. Ta pljučnik sicer tega alkaloida, naprimer, ki je čuden, to se pravi tisti, ki bi nam lahko škodil, vseboja samo 0,04%, kar je malo, ampak vseeno, mi te rastline ne želimo v tako velikanskih količinah tekom leta pojesti. To se pravi, to je še vedno zelišče in pri zeliščih velja eno tako pravilo, naprimer, eno klasično je, da dajmo zdravilne rastline uporabljati 3 tedne. Tudi če jih bomo potem posušili v kakšnih čajnih mešancah imeli, dajmo ta čaj uporabljati 3 tedne, potem ga pa zamenjati ali za kakšen drug čaj, v glavnem narediti prekinitev. In to gre, naprimer, za pljučnike, taka 3 tedne, super taka mera, tudi za koprivo, 3 tedne, pa potem spet pauza, pa potem naprej. Skratka, ja, to se pravi, velike količine nekaterih zelišč res niso. Tudi zdajle mogoče lahko omenim lapuha. Lapuh je pa spet druga situacija, namreč lapuh je pa v Ašičevih časih bil zelo pogost, zelo so ga priporočali. Potem je pa znanost kasneje pokazala, da te pirolizidinski alkaloidi delujejo kronično toksično. To se pravi, da ko bomo samo tu in tam pil čaj, se nam ne bo nič poznal. Ampak pri občutljivih posameznikih pa lahko v 10 letih, naprimer, uporabe lapuha v čaju pride do odpovedi jeter. Ali pa vmes so še vse stopne, pač poškodbe jeter ali pa okvarjena funkcija in vse sorte. Skratka, moramo tudi, tukaj je pa ena taka seveda stvar, da se ne zanašamo samo na znanje iz starih knjig, ampak moramo vseeno pogledati, kaj nam pa znanost novega pravi danes. Z tega jaz tudi seveda v svojih knjigah veliko kombiniram znanost s tradicijo. S tradicijo sem rekla zaradi tega, ker je tako bogata, ker je tista naša osnova, ker je to tudi tista naša bogatstvo, ki ga imamo mi na tem lokalnem koncu, ki ga torej nimajo v Aziji, naprimer. In ja, znanostjo zaradi tega, ker čeprav imamo, tako če pogledamo proti tradicionalni medicini, malo podatkov, vseeno so te zelo dragoceni. In s časoma seveda računamo, da se bojo tudi take navadne rastline, kot je naprimer regrat, presenetljivo zelo malo raziskan, predvsem malo podatkov imamo o njem, čeprav je tako pravzaprav zdaj ga vse prisoten. Ja, tako vse prisoten in se tudi lahko terapevtsko uporablja, je v navadi, to se pravi, da se naprimer dela tinkturo ali pa čaj iz korenine in se potem to v večjih količinah uporabi. Predvsem pa da ne verjamemo vsega, kar piše na spletu, da informacijo preberemo, da tudi jo preverimo pri zanesljivih virih, da nas po domače kdo ne nategne. Ja, veste, to je pa tudi res je. Na internetu pogosto pride do napačnih informacij zaradi tega, ker so kakšna imena pomešana. Včasih pri nas v Sloveniji se domača ljudska imena lahko prekrivajo med različnimi rastlinami, tako je naprimer hudoletnica ime za nekaj vrst različnih asteracij. Ali pa naprimer, če pa pogledamo iz angleškega jezika, pa naprimer Daisy. Daisy je lahko ivanščica, marjetica, pa še kup drugih rastlin. In to se pravi, pri prevodu se pa to vse tako malo pomeša, zgubi in potem jaz lahko, ko poznam, vidim, da ja, to so pripisali napačni rastlini, ampak nekdo, ki bo pa to seveda tako laično bral, pa ne bo prepoznal, da je to pripisano drugi rastlini. In ja, danes imamo pa še te in pač AI-je, in potem tudi vidim pri teh pa danes so kar še baze zelo okrnjene, to se pravi, tudi vidim, da se kakšne napake
ponavljajo in tukaj je pa potem še večja verjetnost, da se bojo te napake še bistveno bolj kopičile, kot so se do zdaj. Za konec morda, če na hitro strneva še v minuti ali dveh, katere so pa še tiste napake, ki jih recimo tako vi zaznavate, ko vodite številne delavnice nabiralništva tistih začetnih nabiralcev, oziroma če nam poveste, ne vem, recimo zlata 3 pravila, ki se jih naj bi vsak nabiralec držal. Ja, tako to se pravi, to imamo pa pri festivalu nabiralništva, to je ena tako, ko smo se, veste, jaz sem blazno vesela, da smo se nabiralci lahko organizirali tako, da smo sposobni sodelovati drug z drugim, in ja, v okviru festivala nabiralništva naprimer sodelujemo, ali pa tudi naprimer v okviru nabiralniške spletne skupnosti nabiralci. In ja, mi veliko polagamo tudi na varovanje. In zlata pravila pravzaprav so zelo preprosta, to se pravi zdrava kmečka pamet vedno pride v prvi vrsti. In pa ja, to, da dejansko poznamo, da ne gremo nekaj kar na pamet nabirati za tega, ker seveda potem lahko pač ne samo, da napačno naberemo, ampak ja, kaj tudi potem gre. In pa ja, tudi, veste, to mogoče še, da ne zaupamo vedno nekemu trendu, ker vsako leto se zgodi, je kakšna rastlina zelo popularna in potem se v njej govori tako na veliko, pa ni nujno, da je seveda vse res. Ne moramo tudi lastni intuiciji v zvezi z zelišči za njim zaupati. To je zelo pomembno. Vsa ta leta res na začetku moram reči, nisem prav zelo zaupala tako v te rastline, kar se tiče tudi danes dejansko verjamem, da za vsako bolezen rožica raste. Ker sem že videla toliko primerov, ko so si ljudje z njimi pomagali, in ja, kako pa vsak pride do te rožice, je pa z znanjem in tudi intuicijo. No, mi da bomo v zadnjem delu zaključili tudi s kakšnim receptom, tako da vsi, ki naj jo poslušate to jutro, le ostanite še v zadnjem delu tudi v najini družbi. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Še v zadnjo etapo vstopamo skupaj s Katjo Rebolj na našem radijskem druženju to jutro med 8 in 9 uro. Katja, povedali smo že torej, da v vaših knjigah najdemo tudi številne recepte. Bi nam takole kakšnega razkrili oziroma svetovali našim poslušalkam in poslušalcem, ne vem, za preprečevanje prehlada ali vašega najljubšega morda celo? Ja, no evo, zdaj sem kar tako, bi rekla, naključno, bi lahko, mislim, vsak bi bil moj najljubši, veste, takole res, ker listem pa jih je veliko. No, ampak, naprimer, zdajle, veste, boste mnogi opazali na svojih vrtovih ene take drobne modre cvetove. Tudi take črtice imajo. To so cvetovi jetičnika. Jetičnik, zdravilni jetičnik se je pri nas tradicionalno uporabljal tako za zdravilne namene, za pljučne bolezni. In zdaj pa pri nas naprimer dosti razširjen perzijski jetičnik, to se pravi iz drugega konca sveta je prišel, ampak nič hudega. Vemo, da na drugem koncu sveta ga uporabljajo tudi za zdravilne in kulinarične namene in tako ga potem tudi mi dajmo. Ta je sicer grenka rastlina, tako da samo nekaj vršičkov naberemo in dodamo raznim, naprimer smutijem juhje. Jaz imam recept grahova juha s koprivami in veroniko. Veronika je namreč to latinsko ime od tega jetičnika. In ja, tako torej, to je bila primer ene take, bi rekla že kar malce zdravilne rastline, malce bolj na uniji strani zdravilne rastline, ki jo tako na kulinarični način uporabljamo. Potem pa seveda v knjigi so pa tudi rastline, ki so pa, bi rekla, tako zelenjavne, tako regačica, naprimer, je lahko pravzaprav neomejene količine pojemo oziroma omejitve imajo tisti, ki imajo naprimer alergijo na zeleno, bojo imeli tudi na regačico in tako naprej. Ja, skratka, to je, ja, potem pa sem seveda tudi v teh knjigah vedno uporabljam tudi znanje, ki ga slišim od ljudi. Namreč zelo mi je dragoceno to etnobotanično znanje. To se pravi, kako so rastline uporabljali včasih.
To se pravi, tukaj se pa dotikam tako kulinaričnega, kot tudi kakšnega druge uporabe. Naprimer, gospa Dušica Kunavara, ne, mi je rekla, moja mama je vedno nosila takole pripet šopek, je bil kraški šetraj. In potem je rekla, in jaz še danes ne vem pravzaprav, zakaj je ona imela pripet kraški šetraj. In ja, tako, veste, so imela razne običaje včasih, in danes probamo te običaje pravzaprav še ohraniti, veliko znanja se je izgubljala, tako da, če imate torej poslušalci, ki tudi poslušate kakšne take etnobotanične uporabe, jih dajte kar zapisati, jih dajte povedati nekomu naprej, da to zapiše. Da se ne izgubi. Tako, jaz na svojem področju, jaz sem pa v okolici Ljubljane, v Trzinu doma, in tudi ravno zdaj imam projekt, etno zapisane, kjer zbiram, tudi z delavnicami po domovih za ostarele ali pa na obisku pri starejših ljudeh, informacije, torej, da se te biseri, čisto mali so in čisto pravzaprav tu pa tam samo zveš za kakšno tako informacijo, ohranijo naprej. Zaradi tega, ker kaj je namen tega. A veste, vse ta tradicija, včasih, a veste, si to besedo tradicija ne znamo čisto dobro predstavljati. Ampak kaj je tradicija? Tradicija je pravzaprav to, da smo danes rojeni na neko področje, ki ni bilo prej prazno. Ni bilo nepopisan list, to se pravi tabula rasa, kot smo navajeni reči, ampak je bilo zelo popisano. In napisano je bilo z namenom. To so razne modrosti, ki so se kopičila, ne samo v prejšnjih generacijah, ampak prej stoletja in tisočletja. In to so pravzaprav tiste stvari, ki dajo tudi našemu življenju barvo, in iz tega pravzaprav velikokrat črpamo navdih, moč za karkoli počnemo. Ne rabimo biti zeliščarji, ne rabimo biti nabiralci, ampak karkoli v življenju poznamo, pravzaprav počnemo, pravzaprav črpamo iz teh korenin te naše tradicije in seveda želimo to malce modrosti tudi zase vzeti in jo tako prenašati naprej. Črpati iz narave. Ja, kar neverjetno je, dejali ste, da ste sodelovali s kuharskimi mojstri, da bi Bine Volčič uporabljal, leskove mačice ali pa kurje črevesa, ampak jih. Pa še kako. Ja, tako je. Če samo za konec, naj uporabljamo zelišča kot preventivo, ne kot neko kurativo. Veliko bolje je, da se držimo že torej uporabe zelišč in vseh teh zdravilnih rastlin v vsakodnevni uporabi, ne šele, ko se zgodi, kakšna bolezen. Tako, in dajmo marsikdaj prej pogledati na travnik, obronek, mejico, namesto, da zavijemo v trgovino, ker pač tam so revne stvari v primerjavi s tem, kar imamo bogatstvo okoli sebe. Tako, predvsem pa z glavo, ne v naravo. Tako. Imamo še minutko morda še za opozorilo za invazivne rastline, tudi te boste v nadaljevanju uporabljali na krožniku, ste rekli, če jih že ruvamo, da ne izpodrivajo naših avtohtonih, jih pa uporabimo, jih še skuhajmo oziroma specimo ali dodajmo jedem. Tako, to so pa te invazivne rastline, ki imam pa tudi projekt in ki pravzaprav šele začenjamo zdaj en tak projekt, ki je pa tudi zelo pomemben zame iz tega stališča, da smo pravzaprav vsi povabljeni k temu. Mi v Trzinu, na primer, imamo različna društva, ki niso nujno povezana z naravo. To je tudi športno društvo ali pa šahovsko društvo, torej pristopi k tem akcijam odstranjevanja invazivk in seveda ne kar tako na pamet, ker vojna z invazivnimi rastlinami je že naprej izgubljena, ampak želimo najprej prepoznati tista področja, ki so pomembna za nas, zaradi tega, ker naprimer ravno v Trzinu imamo ogroženo rastišče večjih rastlin in seveda, če ne bomo odstranjevali teh invazivnih rastlin, bojo te prerastle in teh ogroženih rastlin ne bo več. In ker so pomembne tudi v slovenskem in evropskem pomenu, je to izrednega pomena. In ja, to se pravi, želimo zdaj pa ta vzorc tudi razširiti, tako ne samo v naši občini, ampak tudi okoli, tako da se tudi v tej smeri trudimo.
Tako. Ja, Katja, hvala, da ste se danes oglasili torej v našem studiu in se potrudili naravo približati tudi našim poslušalkam in poslušalcem. Mi vam želimo vse dobro in naslišanje še kdaj. Hvala lepa in res je bilo lepo biti v Škofji Loki, seveda, ker veste, tudi moja mama je hodila točno po določeni poti, sem in so to res lepi spomini. Tako, stopati po stopinjah predhodnikov. Ja, stopajte po stopinjah znanja naših starih mam, lahko rečemo tudi vi in naslišanje torej. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj.